Zdaj pa je čas za najbolj spektakularno, spretnostno tekmovanje za hitre lončke. Danes tekmujeta Osnovna šola Vavta vas in Osnovna šola Bogojina. Juš, Jasna? Rok, nikar tako glasno. Naši tekmovalci so ravno sredi priprav. Osnovna šola Vavta vas recimo stavi na sproščena ramena. Osnovna šola Bogojina pa se koncentrira s dihalnimi vajami. Z mano so Jure, Erazem in Tija oziroma Osnovna šola Vavta vas. A se ukvarjate še s kakšnim drugim športom, s katerim si nabirate kondicijo za hitre lončke? Jaz rokomet treniram. Jaz treniram košarko že 2 leti. Jaz igram odbojko malo kot hobi. Z mano so Aja, Zoja in Aš iz Osnovne šole Bogojina. Aja in Aš, vidva sta brat in sestra. A je to kaj pomagalo pri vaji, pri lončkih? V bistvu je, ker sva navajena tekmovati en proti drugim. In koliko ste vadili? Toliko smo vadili, da je napis iz lončkov izginil. Ne vidi se na lončkih več napisa? Ne. To pa je prava priprava. In kakšen je vaš najboljši čas? 46 sekund. 46. Vsi prisotni in prisebni? Pozor, zdaj! Priprave so sicer mirne, začetek tekme pa prav nič. Obe ekipi začenjata silovito, a zelo osredotočeno. V prvi predaji je vse popolnoma izenačeno. Me prav zanima, ali so za hitre lončke boljša sproščena ramena ali dobra pljuček. Zelena Aja pospešuje in Zoji predaja kot prva. Rdeča Tija pa ima še možnost dohiteti nasprotno ekipo. Tale piramida je bila preveč sproščena in se je podrla. Zelo hitijo zdaj proti koncu in Osnovna šola Bogojina zmaguje z odličnim časom. Osnovna šola Vavta vas pa je le nekaj sekund za njimi. Ja, hitri lončki postajajo čedalje hitrejši. Mislim, da bomo kmalu potrebovali počasni posnetek, da bomo lahko videli, kako hitro zlagajo te lončke. Ja, pa pri teh hitrostih morda tudi zaščitno opremo, kakšne rokavice, ščitnike in čelade. Rok, misliš, da bi si jih lahko izposodili pri tvojih tekmovalcih? Ja, Juš, trenutno bolj težko, čelade so že na glavah naših tekmovalcev.